Jaz bom nekoliko več govoril o presnovljivi oziroma metabolni energiji in o novem nemškem sistemu ter na kakšne načine lahko ocenjujemo presnovljivo energijo pri voluminozni krmi. Zdaj, če najprej osvežimo to shemo energije pri oceni energijske vrednosti krme, pač lahko vidimo, da na začetku imamo bruto energijo in kaj je ta bruto energija, se pravi bruto energija je tista energija, ki jo dobimo, če vzorec sežgemo in pač zmerimo, koliko toplote se pri tem sprosti. Če od te energije odštejemo stran energijo blata, dobimo prebavljivo energijo. In potem, če od prebavljive energije odštejemo stran še energijo seča in plinov, dobimo presnovljivo energijo oziroma metabolno energijo. To je v bistvu ta energija, na kateri zdaj ta nov nemški sistem temelji in ne računa v bistvu več neto energije vzorca krme. To pa iz tega razloga, ker se pač presnovljiva energija pri reji izkorišča zelo različno. Se pravi, ena krava muznica lahko izkorišča to energijo lahko zelo veliko višje, kot pač ena krava muznica, ki ima recimo zelo majhno mlečnost. In to razlagajo s tem, da pač ta učinkovitost izkoriščanja energije je bolj lastnost živali kot lastnost krme. In pač utemeljujejo, da zaradi tega se pač neto energija pri vzorcih, pri energijski oceni vzorcev krme ne računa več. Se pravi, dosedanji izračuni presnovljive oziroma neto energije po GFE-ju lahko vidimo, da imamo zelo različne enačbe. Se pravi, GFE 2.8 so izdali priporočila za izračun energijske vrednosti oziroma presnovljive energije pri travniški krmi, 2.17 pri leguminozah oziroma metulnicah, 2.20 pri koruzi. In kot vidimo, se je pač to precej spreminjalo v zadnjih praktično 20 letih. Zdaj, izračun bruto energije se je do sedaj računal po eni starejši enačbi, ki je pač predvidevala samo kemično sestavo krme, se pravi vsebnost surovih beljakovin, surovih maščob, vlaknine pa brez dušičnega izvlečka. In ta nov sistem pač ta način izračun bruto energije spreminja. Kot sem že prej omenjal, se pravi ta presnovljivost, ki je navedena pod točko 3, se sedaj ne računa več, presnovljivost se je računala na podlagi bruto energije, pa na podlagi te presnovljive energije, se pravi, ta presnovljivost se pri oceni energijske krme ne računa več. Kaj je pomenila ta presnovljivost? Praktično je ta presnovljivost, ki je označena tukaj s Q, se pravi, če je bil ta faktor, se pravi 57, pomeni, da se je 60% presnovljive energije izkoristilo za mleko. To pomeni, da je preostanek so bile izgube v obliki toplote. In pa seveda ta izračun, ki je tukaj spodaj naveden, se pravi ta izračun zdaj, ki je praktično že 50 let star, ta izračun se pač ne uporablja več. Zdaj, če pogledamo priporočila v tem novem sistemu, pač priporoča izračun energijske vrednosti v 3 korakih. Se pravi, najprej prebavljivost energije, to gre za korak od bruto energije do prebavljive energije in pač prebavljivost energije izračuna iz prebavljivosti organske snovi, da pač odšteje kar eno konstanto stran. To bomo kasneje videli, kako so prišli do te številke 3,3. In potem, da pridemo od prebavljive energije naprej do presnovljive energije, odštejejo stran energije urina, ki jo izračunajo tudi po predlagani enačbi, ki je podana v teh priporočilih, se pravi energija urina, podana v megajulih na kilogram organske snovi in pa energija plinov oziroma metana, ki je podana prav tako v megajulih na kilogram in tudi
na organske snovi in pač po eni regresijski enačbi na podlagi prebavljivosti organske snovi. Se pravi, praktično večja kot je prebavljivost organske snovi, več bomo imeli izgub energije za metanom. In presnovljivo energijo zračunajo, se pravi, na podlagi bruto energije, na podlagi prebavljivosti energije, se pravi, da pridejo od bruto do prebavljive energije in od prebavljive energije odštejejo stran energijo izgubljeno z urinom in energijo izgubljeno z metanom. Zdaj, mogoče tukaj imamo še dve neznanki, lahko rečemo, se pravi, kako pridejo do prebavljivosti organske snovi, pa kako pridejo do bruto energije, ker sem omenil, da spreminjajo tudi način izračuna bruto energije. Zdaj, za prebavljivost imajo en kup regresijskih enačb, jaz sem jih kopiral kar ven iz te njihove brošure oziroma njihove knjige. Se pravi, od Tillja in Terja naprej enačba za izračun prebavljivosti suhe snovi v tem primeru, pa potem Menke-Steingas, pa se pravi 2017 za metulnice in naprej za, se pravi, enačbe za metulnice za naslednje odkose, pa za koruze in za travniško krmo. Zdaj, te regresijske enačbe so precej različne, zraven imajo napisano, se pravi, na kolikšnem številu vzorcev so bile izdelane, ene na precej majhnem, druge na precej večjem in tudi napako ocene imajo navedeno, se pravi, v tem primeru in tudi razpon, konec koncev, na kakšnem razponu recimo so bile določene. Se pravi, ko se odločamo, katere bomo uporabili, vsaj približno je dobro, da vemo, na kakšni krmi delamo, se pravi, ali je to boljša prebavljivost ali je to slabša prebavljivost in potem pač uporabimo ustrezne enačbe. Kar bi tu želel še omeniti je pač, da ta sistem predvideva tudi, se pravi, vpliv nivoja krmljenja, kar je bilo že prej omenjeno, na prebavljivost organske snovi. Pač z višanjem nivoja krmljenja se pač prehajanje krme skozi prebavni trakt pospešuje in v tem primeru pač prebavljivost organske snovi se zmanjšuje, kar tukaj lahko vidimo. Se pravi, to je nivo krmljenja, se pravi, nivo krmljenja na nivoju vzdrževalnih potreb, pa imamo pa krat 2 vzdrževalne potrebe, krat 2,5, krat 3, krat 3,5. Zdaj, krave moznice imamo tukaj nekje, se pravi, od 2,5 do 3. In pač vidimo, da se v tem primeru prebavljivost organske snovi zmanjša. Mogoče še, to jaz sem želel še povedati, da energijsko vrednost krme se pač izračunava pri nivoju krmljenja 1, se pravi na nivoju vzdrževalnih potreb, potem pa, ko se pač ta krma vključuje v obrok, se pač izračuna, kakšen nivo krmljenja je na tej kmetiji na podlagi te enačbe in potem se pač prebavljivost organske snovi pač po tej enačbi prilagodi za dotično kmetijo. Posledično ima, se pravi, vpliv nivoja krmljenja na prebavljivost organske snovi tudi vpliv na izgube energije z metanom, se pravi z večanjem nivoja krmljenja in manjšanjem prebavljivosti organske snovi se tudi, se pravi, izgube energije za metanom zmanjšujejo v obrokih. Zdaj, mogoče še najprej ta povezava, o kateri sem prej govoril, kako so prišli do tega faktorja 3,3, se pravi, enostavno so pač na povezavo so prikazali med prebavljivostjo organske snovi in prebavljivostjo energije in praktično se jim je pokazalo, da je pri vseh vrednostih v povprečju je bila prebavljivost energije za 3,3 manjša od prebavljivosti organske snovi. In to je veljalo pri volih, ki so bili krmljeni na vzdrževalni ravni ali pa pri moznicah, ki so bile v laktaciji, se pravi, ki so bile recimo 2,5
krmljenje 2,5-krat večje od vzdrževalnih potreb. In na podlagi tega so pač predpostavili, da to je enako na vzdrževalni ravni kot pri moznicah in so enostavno pač podali to enačbo za prebavljivost organske snovi oziroma za prebavljivost energije, prebavljivost organske snovi minus 3,3. Če gremo naprej, se pravi bruto energija, kot sem že prej omenil, se pravi spreminjajo enačbo za izračun bruto energije, to je ta starejša enačba. Se pravi, v prvi vrsti priporočajo določitev z bombnim kalorimetrom, se pravi sežiganje vzorca krme. Zdaj, da bi to v praksi počeli, verjetno to ne pride v poštev, da bi za vsak vzorc sežigali. Tako da v drugi vrsti, pač kolikor določitev z bombnim kalorimetrom ni mogoča, priporočajo uporabo te regresijske enačbe, ki je pač nekoliko novejša od zgornje in se nekoliko razlikuje tudi, se pravi, ima vključeno še škrob, sladkorje in organski ostanek in pač priporočajo uporabo te regresijske enačbe. Zdaj mogoče podatki z nemškega laboratorija o vsebnosti bruto energije, pa po tistem starem izračunu, pa po tem njihovem novem izračunu, pač lahko vidimo, da tukaj so razlike zelo velike. Recimo z bombnim topinambur, z bombnim kalorimetrom 18,1, z starim 17,3, s tem novim 16,1, razlika 2 megadžula, zelo velika razlika. Je pa pač pri nekaterih so pa razlike precej majhne, recimo na drugi strani melasa 15,9, 16,8, pa greši star sistem, pa ga ta nov dosti bolj zadane. Tako da v enem in drugem primeru so pač odstopanja pri oceni bruto energije. Tako da z tega vidika je pač določanje z bombnim kalorimetrom smiselno, vendar ne za prakso. Zdaj za prakso predlagajo pač umirjanje NIR-a za določitev bruto energije. Se pravi, da pač določijo določeno število vzorcev z bombnim kalorimetrom, umerijo NIR in potem z NIR-om določajo bruto energijo. Se pravi, v povprečju pri teh vzorcih sploh ni bilo razlike. Če bi gledali samo povprečje, pač je povprečje pri vseh teh, ki sem jih prej prikazoval, je enako, ampak razlikovali so se pač posamezni vzorci. Največja odstopanja navajajo sladkorna pesa, melasa, slame, najmanjša pri krmah z veliko vsebnostjo surovih beljakovin ali škroba. In pač to, kar sem že omenil, se pravi NIR-ska kalibracija. Tako, zdaj v bistvu nekako imamo vse parametre za izračun presnovljive energije in če pač če pogledamo podatke nemškega laboratorija za njihove vzorce, recimo po starem sistemu pa po novem sistemu, se prav tako v bistvu sploh ne razlikujejo. V povprečju so enake, ampak pri posameznih vrstah krme so pa razlike kar velike. Se pravi, pri voluminozni krmi pač po starem sistemu 9,4, potem 9,9, se pravi, to je v povprečju pol megadžul razlike pri voluminozni krmi. Pri močni krmi je pač ta razlika manjša, se pravi, star sistem ocenjuje više kot ta nov sistem in tako ta zadeva zgleda na grafikonu. Je pa potrebno povedati, da na grafikonu precej dobro zgleda, ampak je resolucija na Y-osi je precej groba, se pravi 2 megadžula razlike med eno in drugo črto. Tako da, zdaj, če to pogledamo pri naših vzorcih, je slika taka, se pravi, izgleda precej slabše kot na tej, ampak je pa precej podobno kot je to, ker je pač tukaj resolucija na Y-osi večja. Se pravi, precej velike razlike med prejšnjimi priporočili, se pravi 2,8, pa temi zadnjimi priporočili, to je velja za zeleno krmo, travne silaže in mrvo, to so vsi vzorci združeni in vidimo precej velika razhajanja. Precej različno pa čisti vzorec ocenjuje ta nov sistem. Vidimo, da je razlika tukaj, se pravi, praktično več kot 1 megadžul tudi lahko. V povprečju ni razlike skoraj, oziroma 0,2 razlike je v povprečju, ampak pri posameznih vzorcih so pa te razlike precej večje. Mogoče še
Pri koruznih silažah je slika nekoliko boljša, se pravi, tukaj primerjamo priporočila iz 2020 in pa ta zadnji sistem, se pravi, v povprečju ta nov sistem precenjuje oziroma ocenjuje višje za 3/10 glede na priporočila 2020 in v bistvu ni pa sipanje tako veliko, kot je pri travniški krmi. Tukaj so pač razpršeno vzorcev je tukaj zelo velika. Se pravi, pri koruzni silaži boljše in podobno ugotavljajo tudi Nemci, se pravi, po podatkih njihovega laboratorija, se pravi, imamo oziroma presnovljiva po starem sistemu in pa presnovljiva po tem novem, se pravi, nekako 3/10 razlike med obema načinoma izračuna. Tako, se pravi, v laboratoriji mislim, da do sedaj vzporedno določajo po starem sistemu in po novem, tako da imamo možnost primerjave, kaj pokaže star sistem, kaj pokaže nov sistem. To pravijo, da bojo počeli še vsaj 1 leto. Kot rezultati kažejo, bomo mogli oceni travniške krme nameniti dodatno pozornost, ker razhajanja so velika, mislim, da prevelika za zanesljivo oceno energijske vrednosti travniške krme in v bistvu čas bo pokazal potem, kaj je v redu in kaj ni v redu. Hvala.